Še drugo tekmo zapored je Zavrč igral pred domačimi navijači na novem štadionu, tokrat so doma pričakali ekipo Kopra. Zavrč je v prejšnjem krogu premagal Domžale, medtem ko so Koprčani slavili na primorskem derbiju in z lepo popotnico potovali v Zavrč. Prva akcija tekme pa je že pripadla domači ekipi in to je bil velik šok za Koprčane. Prva minuta, izjemna žoga pred vrata in odlično je meril Tomislav Kiš, ki je premagal vratarja Kopra za 1:0. Odličen je strel Kiša, ki je poskrbel za hitro prednost Haložanov. Šenkot za domače podaja Mominoviča. Mitrović je bil na pravem mestu, ampak žogo poslal mimo koprskih vrat. Pučko si je priboril žogo, bil je izjemno borben in spreten, na koncu pa priložnost za Smrtnika, ki je streljal, a tokrat žoga v kot. Odlična obramba je bila to Pridigarja. Še zadnja akcija prvega polčasa, podal je Mominović, Matjašič pa z glavo ni meril dovolj natančno. Drugi polčas in bilo je kar precej priložnosti. Najprej je poskušal Mominović, ki je prišel do strela, ampak Simčič je bil tokrat dobro postavljen. Iz obrata je meril še Tomislav Kiš, ki si je priboril strel še enkrat točno v naročje vratarja Simčiča. Domači so imeli še precej priložnosti, tole je bila ena izmed njih. Poskušal je Kiš, na golovi črti pa je rešil Palčič. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov tega drugega polčasa, Matej Pučko je prejel direktni rdeči karton in moral predčasno z igrišča. Zaradi udarca je bil izključen nogometaš Kopra. Nešportno je odreagiral Pučko in prejel rdeči karton. Še ena akcija za Kiša, ki je bil izjemno dobro razpoložen, imel precej strelov, takole je meril daleč in vratnica je rešila igralce iz Primorske. Ante Mitrović je poskušal po prostem strelu, nevaren poskus, odlična obramba Simčiča, ki je žogo uspel izbiti, potem pa koprska akcija. Hadžibulić je prišel do strela in takole ni bil najbolj natančen, žoge niti ni najbolje zadev. Nova izjemna priložnost za Zavrč, takole žoga mimo vrat, Kiš je zgrešil in potem še gol za domačine, vendarle z igralcem več, podaja pred vrata, najvišje je skočil Datković, podal je težak Datković, pa je povišal na 2:0 in zabil še zadnji žebelj v krsto gostov. Nogometaši Kopra so vendarle napadali za častni gol in to jim je tudi uspelo. Natančen je bil Hadžibulić, ki je znižal na 2:1, ampak to je bilo tudi vse, kar se tiče strelov Kopra. Do konca še en rdeči karton, to je bil prekršek Šmeja, ki je moral predčasno z igrišča. Tudi Šmej je bil izključen in Koper je tekmo končal le z 9 nogometaši. Zavrč pa je zabeležil še drugo zaporedno zmago pred domačimi navijači. Na svojem novem štadionu so še vedno brezmadežni. Još su emocije me preplavile, kak bi rekli. Mislim, šta reći o utakmici, otvorili smo je ko u snovima. Preplavile su me emocije, kar reći o tekmi, odprli smo jo kot v sanjah. Dolga žoga in evrogol Kiša že v prvi akciji. To se nam je nekoliko poklopilo. Hiter gol in potem pol kontra in kontra. Hoteli smo dati še kakšen gol in dokončati delo. Bili smo precej boljši, imeli smo več priložnosti in morda mi je žal, ker smo na koncu prejeli poceni gol. Da smo imali puno više prilika za zabit pogodak i onda mi je žao stvarno na kraju što smo uopće primili ovaj pogodak. Predno smo se mi privadili na to površino danes, ki je vse preko igrišče, smo pač bliže v zaostanku, ampak pač to ni upravičilo. Igrišče je bilo za ene in za druge enako. In tako kot Domžale v prejšnjem krogu, tudi mi danes smo pač naleteli na enega takega nasprotnika, ki je to znal dobro izkoristiti in mojim fantim nimam kaj očitati, še posebej v drugem polčasu. Mislim, da so dali vse, kar v tem trenutku lahko dajo na takih pogojih in na koncu je to bilo pač dovolj za minimalen poraz.